Na družbenih omrežjih deluje kot običajna mama, vendar so videzi lahko varljivi. To žensko, njeno sestro in njuno prijateljico zdaj obtožujejo, da so sredi belega dne na ulici drugo mamo zabodle do smrti. In pokazal vam bom posnetek z kanala Good Citizen na YouTubu, ki prikazuje eno od domnevnih morilk, kako se nasmehne kameri, medtem ko jo odpeljejo v zapor zaradi domnevnega krvavega in grozljivega umora. Spremljate On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Govorimo o krvavem zločinu, resnično grozljivem. In domnevno se je zgodil sredi dneva, ko je bila na ulici v Teksasu vzeta življenje mami 5 otrok. In da je stvar še bolj zaskrbljujoča, se domnevni morilci, iskreno povedano, sploh ne zdijo prizadeti zaradi možnosti, da bi preostanek življenja preživeli v zaporu. In že čez trenutek boste slišali, kaj je eden od osumljencev domnevno rekel v kameri, ko jih je policija prijela. Ampak to je ženska, o kateri moramo govoriti. Žrtev v tem primeru, Carolina Peña. Njeni prijatelji so jo klicali Karo, ženska, ki je izgubila življenje prejšnji četrtek. To je video, ki ga je objavila v začetku tega meseca, na katerem je videti, da se odpravlja na dan na vodi s svojo družino. Carla je bila stara 32 let, mama 5 otrok, prijateljica mnogim. In trenutno ni jasno, kaj se je dogajalo v njenem življenju v času njenega umora. In ni jasno, kako je prišla v stik s 3 ženskami, ki so zdaj obtožene njenega umora. In skupaj bomo pregledali, kaj naj bi se po besedah policije zgodilo Penny na prometni ulici v Teksasu sredi belega dne. Preden pa pridemo do tega, želim govoriti o teh osumljenih. Poglejte ta TikTok tukaj. To je objavila ena od deklet obtoženih, da so Penna do smrti napadle z mačeto. Njeno ime je Kitty Mia Diaz. Stara je 21 let in ta video je objavila pred samo nekaj tedni, 9. junija. Na posnetku sta ona in njen 4-letni sin, govori pa o tem, koliko ima svojega sina rada in da živi zanj. Nekaj dni potem je objavila še to, kjer pravi, citiram, vedno sem se spraševala, kakšen je občutek biti brezpogojno ljubljen. Zdaj vem, kakšen je ta občutek. Prikaže slike svojega sina in napis, piše, citiram, moj Gigi, tisti, ki mi je rešil življenje na načine, ki jih nikoli ne bo popolnoma razumel. Dan, ko je prišel v moj svet, mi je dal razlog, da sem močnejši, boljši in da vztrajam naprej. Vsak nasmeh, vsak objem, vsak mama me spomni, kako blagoslovljen sem. On je moj največji dosežek, moja največja motivacija in tisti del miru v mojem srcu, ki vsak dan hodi zunaj mojega telesa, ne glede na to, kako težko je življenje. En sam pogled nanj naredi vse vredno. Ljubim te bolj, kot bi besede kdaj lahko opisale. Moj sladki fant, moj Gigi. Hvala, ker si me rešil, mi dal namen in mi pokazal tako čisto in brezpogojno ljubezen. Vedno boš moj največji blagoslov. Konec citata. In ko to slišiš, se samo sprašuješ, kako je mogoče, da je oseba, ki jo vidiš na tistem TikToku, ista oseba na policijski fotografiji, ki je zdaj pridržana zaradi brutalnega umora. In tukaj je skupaj s svojo sestro in njuno prijateljico. Sestra Kitty Diaz se imenuje Cookie Diaz. Uradno je njeno ime Amaya Cookie Diaz. Stara je 19 let, torej je mlajša sestra. Njuna prijateljica, ki je prav tako aretirana v tem primeru, pa je Kiandra Renee Faz. Stara je 21 let. Torej, najprej predstavljam, kdo so, preden pridemo do podrobnosti o tem, kaj naj bi se domnevno zgodilo, ker je res težko verjeti, da bi jih obtožili tega kaznivega dejanja. In enega tako grozljivega, kot pravijo policisti, naj bi se zgodil prejšnji teden v Del Riu v Teksasu. Del Rio je obmejno mesto. Če ste že slišali zanj, je to verjetno zaradi novic o priseljevanju. Policija pravi, da so prejšnji teden v četrtek ob 14:10 prejeli klic, ker so morali priti v lokalno bolnišnico. Tja je prispela žrtev zabodanja. In ko so policisti prišli na kraj dogodka, so tam našli Caro Peño. Bila je večkrat zabodena, njene poškodbe pa so bile tako hude, da so jo morali poslati v San Antonio na zdravljenje, da bi ji poskušali rešiti življenje. Medtem ko so jo peljali v San Antonio, je policija začela preiskovati primer in poskušala ugotoviti, kaj se je zgodilo. Policija je povedala, da so ugotovili, da je bila Peña domnevno zabodena na 800 bloku 10 ulice v Del Riu. To smo vnesli v Google Earth. Tukaj je slika, ki se je prikazala. To vam da nekakšno predstavo o vrsti ulice, kjer naj bi se ta zločin domnevno zgodil. Penini prijatelji so za televizijo Ken's Pate povedali, da so se na družbenih omrežjih širile slike.
Lokalno so postale viralne in naj bi prikazovale Peno v tem sporu z njenimi napadalci. Pravijo, da je slika prikazovala rožnato majico prepojeno s krvjo, Peno pa so obkrožale 3 ženske. Teh slik nismo mogli videti, ker so bile odstranjene z družbenih omrežij. Vendar so policisti v 2 urah po prihodu Peno v bolnišnico in začetku preiskave, ni jasno, kako je Pena prišla v bolnišnico, že opravili aretacije v tem primeru. Aretirali so Kitty in Cookie Dijaz. Obstaja YouTube račun z naslovom Dober državljan v Del Riu, ki je posnel video njune aretacije. To je Kitty Dijaz, ko jo spravljajo v policijski avto. In tukaj je Cookie Dijaz, ki se smeji, celo nekaj pripomni kameri. To je bilo okoli 4 popoldne. Caro Pena je približno 5 ur kasneje izgubila življenje. Umrla je okoli 9 v San Antoniju. Torej, to je 3. oseba, ki je bila aretirana, domnevno prijateljica Cookie in Kitty. Njeno ime je Kiandra Faz. Policija je bila do zdaj zelo skrivnostna glede tega primera. Ne povedo nam veliko več, kot sem vam lahko povedal. Trenutno ne vemo, kaj je sprožilo spor med Peno in njenimi domnevnimi napadalci, oziroma ali jih je poznala že pred domnevnim napadom. Policija še ni navedla nobenega možnega motiva v tem primeru. Prav tako je šokantno, da se je ta primer zgodil sredi dneva in na kraju, kjer se je zgodil, prav tako sredi dneva. Citiram, to ni nekaj, kar bi se zgodilo v kakšni stranski ulici. To se je zgodilo na vogalu blizu Sonika, na eni izmed naših najbolj prometnih cest sredi belega dne. To je bil eden od Penajevih prijateljev, ki je govoril za televizijo Kens. Zdaj, po poročanju Fox News, policija pravi, da je bil Penja 2-krat zaboden v hrbet in 3-tič v trebuh. Ni jasno, katero dekle naj bi zabodlo Peno in ali je imela orožje le ena izmed njih. Po poročanju Fox News so 3 osumljenke trenutno v prevzgojnem zavodu v Del Riu. Policija pravi, da še vedno zbirajo dokaze. Obtožbe še sledijo in, citiram, poskušajo ugotoviti vse okoliščine v zvezi s tem incidentom. Pogovarjali smo se z lokalnim uradnikom in povedal nam je, da osumljenci trenutno še nimajo določenih datumov sojenja, ker še niso bili obtoženi. To bo določil državni tožilec. Zaenkrat še ni informacij o časovnici. Drugi prijatelj Pene je za Fox News povedal to v sliki, ki naj bi krožila po spletu in prikazuje prepir med Peno in njenimi domnevnimi napadalci. Citiram, ta punca bila je borka. Še vedno je stala za svojimi stališči. Ta prijateljica je tudi objavila to na Facebooku in povedala, da jo je Caro poskušala poklicati malo pred domnevnim napadom. Citiram, zadnja slika, ki sva jo posneli pred nekaj dnevi, tako zelo te pogrešam. Jezna sem nase, ker danes v službi nisem mogla odgovoriti na tvoj zadnji klic. Bog ve, zakaj dela stvari, ampak vem, da če bi bil tam, se nič od tega ne bi zgodilo. Rada te imam, B, in vedno boš sestra, ki je nikoli nisem imela. Pogrešal bom, da sem te klical ob 5:30 zjutraj in ti rekel, B, potrebujem nekoga, s komer bi se pogovoril. Tvoje točne besede so vedno bile, govori z mano, B. Pogrešal bom, ko si mi rekla, ne zadovolji se s povprečjem, ti si šef. Prava B. Vem, da če bi prišel iz službe nekaj minut prej, te ne bi pustil, da greš sama dol. To veš. Srce me boli, B. Tudi moji otroci trpijo. Ni te več, a nikoli pozabljena. Zdaj se nam pridružuje, da bi več povedal o tej preiskavi, upokojeni detektiv newyorške policije David Sarney. Vedno je odlično, da ste tukaj na Law and Crime. Torej, žrtev, ta mama 5 otrok, resnično sočustvujemo z njeno družino in njenimi otroki. Okoli 2 ure popoldne so policisti prejeli klic, da je v bolnišnici. Prijetje, ki ga vidimo na tem videoposnetku, ki zdaj kroži po družbenih omrežjih, se je zgodilo okoli 4 ure. Torej je približno 2 uri med začetkom preiskave in izvedbo aretacije. Kaj vam to pove kot nekomu, ki je opravljal takšne preiskave? Hvala, da ste me povabili. Gre za to, da se takšni primeri odvijajo hitro in zelo dinamično, še posebej pri takšnih dogodkih. Gre za zabodenje, nato se vrnete na kraj zločina, kjer se je to zgodilo. Očitno v bližini tiste lokacije Sonic ali v drugem kompleksu. Opravili boste razgovore, pregledali videokamere. Stvar je v tem, da se po tistem območju ne moreš gibati brez vozila. Tako da bo zagotovo neka videonadzorna kamera ali videonadzor, ki je morda ujel registrsko tablico. In potem nadaljujejo od tam. Detektivi delujejo zelo hitro, ker bo nekdo moral iti v bolnišnico, da izve več o žrtvi. Potem grejo detektivi na kraj zločina, da poiščejo priče, dokaze, posnetke in vse skupaj se odvija zelo hitro. Nenadoma pride do zabodanja in nato aretacije v 2 urah. To je res dobro opravljeno delo z njihove strani, vendar je to le del primera. Samo zato, ker imate aretacijo, še ne pomeni, da je primer zaključen. Potem je še vedno treba opraviti veliko dela.
Posnetek, ki kroži po spletu in prikazuje aretacijo Cookieja in Kittyja, je zagotovo šokanten. Jasno je, zakaj je to v središču pozornosti. Kot to predstavi New York Post. Veste, v ospredju je, kot da bi rekli, poglejte ti dve nasmejani dekleti, ki to počneta. Kar se tiče same preiskave, ko imaš osumljenca in Cookie je tista, ki se šali, kot naprimer, nehaj snemati. In ona se v tem videu domnevno smeji medtem, ko jo odpeljejo. Kako to vpliva na primer, ki ga gradite in ki ga bo tožilec na koncu poskušal dokazati? No, ko imamo te primere, jih v bistvu imenujemo perp walk. To je skoraj naključje, ko policisti pridejo tja, ujamejo posameznika ali posameznike in jih odpeljejo ven. In včasih je ta perp walk pomemben, ker če obrambni odvetnik reče, da jim je bilo žal, da niso uspeli, da niso storili tega, se zdijo zelo veseli. Mislili so, da to ni velika stvar. To je nekaj, kar ti kot preiskovalcu pomaga, ker je to še en košček sestavljanke, ki ga moraš dodati, kar pomeni, da narediš viktimologijo, da ugotoviš, ali obstaja kakšna povezava med žrtvami in storilci. In spet, dokazati boš moral za krive na sodišču. No, ampak preiskovalci so imeli dovolj utemeljenega suma, da so opravili te aretacije, ta prijetja. In spet pridemo do iste stvari. Spremljanje osumljenca je bistveno, ker včasih lahko pride kaj na dan. Morda pride do kakšnega pogovora ali pa kdo kaj izblekne. Čustveni odzivi, ki so jih pokazali in to, kar so rekli, so, veš, če te aretirajo in se tako obnašaš, tega običajno ne vidiš, še posebej pri takih primerih. Policisti so prišli k tebi domov, te odpeljali in si moral oditi ven, pa se tako obnašaš. To je obremenilo v smislu, da ne moreš preprosto reči, da jim je žal, da so obžalujoči. Veš, karkoli bo poskušal zagovornik vreči v igro, bo to dobro upoštevati, ko bo šlo na sojenje, če sploh pride do sojenja. In veš, preden se vrnemo k podrobnostim primera, imam vedno te trenutke, morda zato, ker se s tem ukvarjam ves čas, ko gledaš nekoga, kot je Cookie Diaz, stara je 19 let. Če je to primer umora in jo spoznajo za krivo umora, bo vsaj preostanek življenja preživela v zaporu, seveda ima Teksas smrtno kazen. O tem lahko govorimo. Ampak, veš, pomisliš na stvari, kot je to, da boš do konca življenja jedel zaporniško hrano, če te spoznajo za krivega. In vendar je tu nekakšen občutek, veš, in prepričan sem, da si to že videl. Mislim, bolje tako, veš, ni ravno nenavadno, da ljudje nimajo tega spoznanja. Da je pač vse, kar si rad počel v življenju, končano. Razen tistega, kar bo v zaporniški celici, če bo nekdo, kot je Cookie Diaz, spoznan za krivega umora. Ja, mislim, ta odtujenost, ki jo imajo ljudje, je neverjetna. In govorimo o mlajših ljudeh, vidimo mladino, kriminal narašča, iz nekega razloga vidimo 15, 16, 17 in 20-letnike. Jaz to nenehno ponavljam. Obstaja moralni pokvarjen kompas, pokvarjena morala pri teh mlajših ljudeh. Ker ne razumejo, da zasvojeni so s socialnimi omrežji, zasvojeni so z všečki in podobnimi stvarmi in pride do socialne odtujenosti, kjer ne razumejo všečka, kaj je življenje, veš, kaj je prav in kaj je narobe in oni nekako to zelo zabriše meje. Veš, ko govorim o tem, ko imaš opravka z otroki, jih želiš naučiti strukture, discipline, kaj je prav in kaj je narobe, morale. In nekje na tej poti se to zlomi. Ne vem, od kod to prihaja, ampak ko se vključiš v pretep, je to pač to, kar bo. Očitno je to samo zato, ker obstaja nek videoposnetek, kjer je žrtev napadena in ti si s tem v redu. In ne samo to, vpleteno je tudi orožje, kjer je bila ta žrtev zabodena ne samo enkrat, ne dvakrat, ampak očitno 3-krat. Ne vemo, kdo je storilec, ki ga je zabodel dekle, vendar vsi delujejo usklajeno. Torej bo to del preiskave. Kdo je dejansko oseba, ki je zabodla? In če jih je več, bomo to ugotovili glede na okoliščine. Saj so poškodbe morda ubodne rane. Ali je bilo več, ali je bilo vpletenih več nožev, ali je bilo več storilcev, ki so zabodli, vse to bo razkril posnetek nadzorne kamere. Pridobili boste naloge za preiskavo na lokacijah, opravili boste preiskave njihovih mobilnih telefonov, računalnikov, da bi ugotovili, kje so in ali obstaja kakšna povezava med žrtvijo in storilci. Očitno je po družbenih omrežjih krožila neka slika, ki je bila kasneje odstranjena. Ta naj bi prikazovala del tega spora, ki se je dogajal. Očitno. Vpletena je neka restauracija Sonic in veš, tam so nadzorne kamere. To je prometen del, veš, Del Rio je nekako majhno mesto. Mislim, da ima okoli 35,000 prebivalcev, ampak vseeno, veš, tam bojo nadzorne kamere in podobne stvari, ki bodo vse to zabeležile. Tako da bomo videli, kako bo vse to vplivalo na preiskavo. Dejstvo je, da imaš v tem trenutku 3 osumljence in naj bi obstajala slika, ki naj bi prikazovala vse 3, kako obkrožajo žrtev.
Koliko sploh pomeni, če je bilo uporabljeno samo eno morilsko orožje in niti ne vemo, ali ga imajo? Ampak kdo je tisti, ki zabada in kdo je tam samo prisoten? Kako to vpliva na to, kakšne bi lahko bile obtožbe? No, to je odvisno od tožilca, kaj bo preganjal, in to je prednost. To bi pomagalo detektivom pri zaslišanju, če imajo kakšen video posnetek tega dogodka. In če je pri zabadanju sodeloval 1, 2 ali 3 storilci. Ker je včasih najšibkejši člen oseba, ki bi jo šteli za najmanj krivo. Potem bodo delali na tej osebi, da bi povedala, kaj se je zgodilo. Ker veste, ko se ukvarjate s takšnimi situacijami, v zvezni državi New York delujejo usklajeno, tako da če je ena oseba vpletena, so okoli nje še 3. Zato je dragoceno imeti ta posnetek, ker ne morejo reči, da so samo stali zraven. Če sodelujejo in jo napadajo, so prav tako del in so udeleženi pri umoru te deklice. In razmišljam, veste, in ni jasno, kakšna bo njihova obramba. Ne vemo okoliščin, ki so pripeljale do tega spora, veste, in kako se je to zgodilo, karkoli že je bilo. Ampak po poročanju Fox News je bila Carl Penna 2-krat zabodena v hrbet in enkrat v trebuh. Kako to vpliva na zgodbo, ki jo sestavljate, če ste detektiv, v tem primeru? Da so bile to poškodbe, ki so ji vzele življenje? No, tukaj boste pogledali posnetke nadzornih kamer in med zaslišanji teh deklet, ker morate videti, kaj se je zgodilo. In zato se, veste, vse vrne k posnetkom nadzornih kamer in temu, kaj bodo povedali. In pogledaš tudi roke storilca, ker pri zabadanju obstaja možnost, da je storilec ali storilci utrpeli poškodbo. Torej, vse te stvari pridajo v poštev. Detektivi bodo nadaljevali delo zdaj, ko so aretirani. Zdaj se tempo nekoliko umiri, ker jih imate zdaj v priporu. Opravite zaslišanja in če zahtevajo odvetnika, potem boste delali na drugih dejstvih dokazov. Vse fizične dokaze, ki jih lahko najdete, in tudi preiskovalne naloge, če so imeli, s katerim vozilom so se pripeljali na tisto lokacijo in od tam, ali je bilo več kot eno vozilo. Ti bodo pridobili preiskovalne naloge, zasegli bodo ta vozila, opravili bodo preiskave na teh lokacijah, da bi ugotovili, ali je bilo najdeno morilsko orožje, ker ne vemo, kaj je bilo najdeno na kraju dogodka. Vemo le, da je bil tam kraj dogodka, kjer so, veste, ali so zavrgli nož. V redu, če so zavrgli nož, ampak še vedno imamo dober video tega in drugega. In če so priče, ker je to majhno mesto, so morda bili ljudje, ki so jih poznali in so rekli, to je to. To so tisti, ki so bili vpleteni in so imeli stvari, s katerimi so lahko potrdili te informacije z videoposnetkom in identifikacijo pričami, ki so morda bile tam na voljo. Ja, in to je lahko zelo pomembno, ker tudi jaz mislim, da so bili vpleteni 3 ljudje. Zelo hitro so jih prijeli. Ampak recimo, da imaš enega osumljenca, ki se odloči, veš, kdorkoli že je, se odloči za to. Začne govoriti, da sta bila druga 2 tista, ki sta res naredila in da je bil on tam zgolj po naključju. Ne vemo, kaj prikazuje posnetek nadzorne kamere, ampak če imaš priče in posnetek nadzorne kamere, kako se to spremeni? To je nekako vzvod, ki ga imaš nad nekom, ki reče, hej, želim govoriti, želim sodelovati s preiskavo, ker se sliši, kot da, če si policist, te osebe pravzaprav več ne potrebuješ. Če želiš, da bi lahko bili vsi 3 spoznani za umora, še vedno želiš dobiti vse koščke sestavljanke. Ker ena stvar, ki jo moramo vedeti, je, da se ne moreš vedno zanesti le na en dokaz. To sem že videl, imel sem DNK dokaze, ki so bili ovrženi. In tožilec ni nadaljeval primera, samo zaradi tega, ker smo imeli le enega. To je kot pri teh streljanjih, kjer tožilec ni nadaljeval primera, ker je bil samo en priča. Zato ni pomembno, kaj misliš, da je, moraš sestaviti primer, to preiskavo, da ugotoviš, kdo je bil vpleten. Tudi posnetek, ki obstaja, veš, to je del tega. Torej, če dobiš izjave, to doda k primeru in to je bistvo vsega. Ker potem lahko predaš zadevo tožilcu in on lahko sprejme odločitev. Ker je mogoče, da je tožilec z njimi v zasliševalnici. Res ne vem, kako delajo v Teksasu, ampak kar se tiče detektivov, najprej bomo opravili vse delo, preden stopimo v tisto sobo. In če že vemo, kdo je vpleten, ali pa vemo, da je ta oseba bila tista, ki je zabodna, običajno gremo na najšibkejši člen. Ugotovili bomo, kdo je najšibkejši člen in najprej bomo govorili z njim. Kakšen je tvoj odziv na to dejstvo? Mislim, da je umor z zabadanjem res, vsak umor je brutalen umor. Veš, to je nekakšna klišejska fraza, ki jo ljudje uporabljajo, ampak zaboditi nekoga na prostem, sredi belega dne, na ulici, kjer tega ne skrivaš, kot bi to naredil v hiši. Mislim, vedno, ko vidimo takšne primere, kaj ti najbolj pade v oči, ko je nekaj storjeno tako dobesedno na odprtem? Nasilje je res neverjetno, res je žalostno, je tragično je videti, da se kaj takega zgodi. In vračam se k temu, vidimo, da to počnejo vedno mlajši ljudje. In ne vem, veste, ali so zlomljeni, ali je v njihovi glavi nekaj narobe, da mislijo, da je to v redu. Ampak z vidika pregona
se ukvarjamo s samim kaznivim dejanjem. Torej, če gre za nasilno kaznivo dejanje, bomo tako tudi ravnali. Kar se tiče družbenega vidika, tega ne razumem. In včasih imamo opravka z skupinami. Morda ena oseba tega ne bi storila, ampak skupina 2 ali 3 pa bi. To smo videli pri ropih in streljanjih, kjer ena oseba tega ne bi storila, ampak v skupini bi to storili. Je bilo to tisto, kar jih je gnalo. In zato to. Pri tem je pomembno, da imate dokaze, še preden vstopite v sobo in govorite z eno ali vsemi temi posamezniki. Ker ne smete vstopiti nepripravljeni. Morate poskrbeti, da imate vse urejeno, preden vstopite v tisto sobo. Ker želite slišati, kaj imajo povedati, njihovo plat zgodbe, saj video ne zajame vedno zvoka. Tako imate zapisano, kaj so povedali. Ker, kot sem rekel, sem malo nor. Moram vedeti, kaj so imeli v glavi, ko so naredili to, kar so naredili. Ker, kot sem rekel, v zvezi s tem bo porota želela vedeti, zakaj naj bi to storili, če sploh pride do te točke. Ampak hkrati, če obstaja video dokaz, ki prikazuje dejanje, ko nekoga 2-krat zabodejo z nožem v hrbet in enkrat v trebuh, ali res potrebuješ ta motiv? Prepričan sem, da ga bodo našli. Imam občutek, da bodo našli motiv. Zdi se mi, da je to eden tistih primerov, kjer se je moralo nekaj zgoditi, da se je vse skupaj odvilo tako hitro. Ampak ali je to res nekaj, kar potrebuješ, ko sestavljaš primer? Sploh ne. Vedno ne potrebuješ motiva, ker je zločin sam po sebi dejanje, veš. Če obstaja neka čustvena motnja, zato morajo detektivi, veš, upoštevati obrambo, možne obrambe, ki bi jih imel storilec. Zato želimo to potrditi skozi to preiskavo, zato video nadzor. Zdaj to vemo. Bila je 2-krat zabodena v hrbet, enkrat v trebuh. No, najprej je bila zabodena v trebuh, nato 2-krat v hrbet. To se lahko pokaže na posnetku, lahko pa tudi med zaslišanji. Zato se ne moremo zanašati samo na to. In vedno se vračam k temu, tudi če misliš, da imaš vse dokaze, je vedno porota, ki morda verjame ali pa ne verjame temu, kar govoriš. Ker moramo podpreti vse, kar imamo, celoto okoliščin. Ne prideš vedno do motiva. Mislim, včasih prideš do tega, zakaj, ni pa vedno prisoten, ampak z gradnjo primera lahko prideš do tega, zakaj. In potem, ko pride do tega, vem, kje si delal. V New Yorku ni smrtne kazni, v Teksasu pa zagotovo je. In ko pogledaš ta primer, mislim, zabodena sred dneva, sred belega dne, mati 5 otrok, mislim, to je zagotovo brutalen zločin. So mladi. Mislim, ne vem, koliko to dejansko vpliva na odločitev, ali bodo zahtevali smrtno kazen. Ampak, ko pogledaš tak primer in kaj se trenutno domneva, je še vedno veliko stvari, ki jih ne vemo. Veš, ali je to nekaj, kar običajno izpolnjuje pogoje v državah, kot je Teksas, kjer je to možnost? No, to je odvisno od tožilca, da sprejme odločitev. In potem, če želijo, da je to primer za smrtno kazen, in to bi temeljilo na dokazih, ki jih morajo predstaviti. Ali je šlo za dolgotrajen spor, ki se je tako končal, ali pa je šlo za naključen trenutek v njihovih življenjih, ko so se vsi trije srečali in to storili. Zato morajo to storiti detektivi, ker lahko na ta način ugotovimo, ali je tako ali ne. In tega ne počnemo mi. Kot preiskovalec tega ne počnem. To je na tožilcu, da se odloči, ali želi v primeru zahtevati smrtno kazen. Ampak smo videli, veste, v Teksasu so kazni zelo stroge. Ni tako kot v New Yorku, kjer morda ne dobiš kazni, za katero misliš, da bi jo moral dobiti. To je resen zločin. In ne samo resen zločin, tudi vedenje med javnim privedenjem je. Neverjetno, res je neverjetno pomisliti, da bi te policija odpeljala iz hiše v lisicah in bi se obnašal na tak način. To res veliko pove. To nima nobenega smisla. In veste, edini kontekst tega je, da Carl Pena ni umrl, dokler niso minile ure potem, ko je bil ta video posnet. Ampak vseeno, mislim, če naj bi, veste, če ste obtoženi, da ste nekoga zabodli, vas odpeljejo v lisicah. In celo v tistem trenutku, in nisem prepričan, veste, v preverjanju njihove preteklosti, ki sem ga naredil, nisem videl nobene prejšnje kazenske zgodovine pri njih. Kdo ve, če imajo kakšen mladoletniški dosje, ki je še vedno zapečaten ali kaj podobnega. Ampak vseeno, biti v takem trenutku in ne prepoznati teže trenutka ali se celo smejati v obraz tej teži in vplivu, ki bi ga to lahko imelo na tvoje življenje, to preprosto nikoli nima smisla, ko vidimo te primere. In žal smo videli ljudi, obtoženih groznih zločinov, ki se tako obnašajo med javnim privedenjem v lisicah. To preprosto nikoli ne bo imelo smisla. Ne, nima smisla. Nikoli nima smisla. Ampak veš, kaj je to? Jaz sem preiskovalec, nisem nek kvazi psiholog. In to je to. Lahko počnem to, kar počnem, ker sem to. Če bo potrebna psihološka ocena, naj jo opravijo oni na tisti strani. Ampak veste, to obrambo bodo ovrgli dokazi,
ki jih bodo preiskovalci prinesli v ta primer. In zato je to pomembno, ker bo tožilec del primera, vendar so detektivi tisti, ki morajo zbrati dokaze, ker na koncu na to vse skupaj pade. Dejstva so pomembna. Ne gre za to, kaj čutim ali kaj mislim. Gre za to, kaj lahko dokažem z dokazi, ki jih zberem na kraju dogodka, z videoposnetki in podobnim, karkoli takega. Ja, in bomo videli, kaj se bo zgodilo naprej. Sčasoma bomo izvedeli tudi njihovo plat zgodbe, če in ko bo prišla na dan. Upokojeni detektiv newyorške policije David Sarney. Vedno je odlično, da ste z nami na Law & Crime. Hvala, ker ste bili tukaj. Najlepša hvala, da ste ostali, Stacey. To je vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law & Crime. Naročite se na nas na YouTube in Spotify. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacock. Sem Chris Stewart. Se vidimo naslednjič.